Zdravo! Mene zanima, ali ste že delili vašo zgodbo z širnim svetom? Ja, ravno zdaj sem se vrnila z enega predavanja, kjer smo se pogovarjali o zgodbah, kako narediti dobro zgodbo, da bojo jo ljudje sprejeli in seveda, kako jo danes promovirati preko novodobnih kanalov. To so predvsem mišljena družbena omrežja in seveda vse, kar v bistvu nam internet omogoča. In definitivno danes prodajajo zgodbe, ki jih seveda predstavijo posamezniki, se pravi osebni brendi, se pravi prihodnost je tudi v osebnih brendih. Nujno je danes, da vse, kar počnete, se pravi vaše izdelke predstavite vi sami, se pravi tako, da se tudi vi izpostavite. Zelo pomembno je, da danes svojo idejo predstavi tisti, ki jo je seveda ustvaril oziroma ustvaril nek produkt in da se pokaže svetom. Kot vemo, prihodnost je v human-to-human marketingu in ljudje poslujemo z ljudmi. Na koncu ne glede, tudi pomembno je, da se izpostavi branding samega podjetja, ampak z vsem podjetjem so ambasadorji te blagovne znamke, ki jo promovirate, ambasadorji podjetja. In to so seveda posamezniki, ki so zaposleni v podjetju, najbolj pa seveda lastnik. In pomembno je, da delite zgodbo z širšo javnostjo, predvsem zakaj to počnete, pokažete vaše vrednote s tem, da se izpostavite. Danes na spletni strani ne sme biti zavihka o vas, kjer ni prikazanih vaših zaposlenih, se pravi še fajn za sliko, še boljše z video vsebino, se pravi, da ljudje dejansko začutijo klimo v podjetju in kdo so ljudje, ki stojijo za to blagovno znamko. In en tudi kanal, kjer lahko zelo fajn predstavite svojo osebno blagovno znamko, je LinkedIn. Naslednjo soboto spet delavnica LinkedIn za posel, mreženje, marketing, ki je danes zelo fajn kanal. Ogromno se dogaja, se razvija in vedno več je tudi podjetnikov, ki ga uporablja, prav tako tudi prodajalcev. Tudi vedno več agencije, kadrovske agencije, podjetja iščejo svoje zaposlene preko tega kanala. Prav tako pa se priključujejo tudi podjetja, kjer promovirajo in svoja podjetja, na drugi strani pa se lastniki, direktorji, ključne osebe v podjetju izpostavijo, ker s tem tudi pripomorejo k večji prepoznavnosti znamke. Tako, če ste vi, se pravi, če ste zaposleni ali mogoče oddelek marketingu ali iščete kako boljšo karierno priložnost, gradite svojo osebno blagovno znamko, predvsem, če ste coach, trener, kjer je to zelo pomembno, se pravi, da vas ljudje prej spoznajo, preden vas najamejo za kakega svetovalca, se danes skorda, težko boste dosegli, če se ne boste izpostavili, razen če vas že ljudje poznajo od prej, se pravi, da ste že dolgo na tržišču in so vas spoznali, vas že dolgo poznajo. Ampak seveda, da vam bo nekdo zaupal, vas mora najprej spoznati. In danes družbena omrežja nam to omogočajo, tako da definitivno izkoristite LinkedIn. Vedno več je zelo pomembnih ljudi tam, ki so tudi aktivni. Tudi sama osebno, zdaj ko sem delala na enem projektu, drugače do teh ljudi nikoli ne bi prišla in preko LinkedIna mi je to uspelo. Tako da res kanal, ki ga je vredno izkoristiti, se pravi coachi, trenerji, če iščete zaposlitve, tudi študenti, potem ključne osebe v podjetju, res vabljeni, da vam pokažem predvsem, kako ustvariti profil, ki bo sam pritegnil, LinkedIn profil, ki bo sam pritegnil stranke, potem strategije, ki vam prinesejo na dolgi rok seveda tudi posel. Na koncu vsi delamo za denar, tako da tudi seveda se bo poznalo tudi tukaj. Tako da res vabljeni naslednjo soboto, praktična delavnica, pridete z računalniki, tudi s telefoni. Dejansko bomo konkretno delali tudi za vaš primer, ker bo v manjši skupini delavnica, se pravi, da sem lahko tudi vsakemu posvetila, za kakršnokoli vprašanje sem vam na voljo tam. Tako da zadnjič letos v takšni obliki, tako da iskreno vabljeni, naslednji teden se vidimo na LinkedIn delavnici.